Torej, dobrodošli vsi skupaj. Veste, jaz sem danes sam tukaj, ne? Mislim, sta kolegica in kolega, ampak samo za tehnično pomoč, zato ker je me Barbara danes v bistvu dopolno opozorila, da je zbolela. Ne? Ampak vse več in manj, ne vsi, ampak večinoma se poznamo, ne, se smo že ne vem koliko časa bili skupaj. Je pa v nekem smislu to seveda zadnje srečanje, če temu tako rečemo, ne? Po ne vem koliko dosedanjih srečanjih, ne, ki smo jih pač imeli na temo ruske kulture, ruske literature. Ne vem koliko časa smo imeli, ne? Leto pa pol, mislim, da je bilo nekaj takega, ne? Ampak je zanimivo nekaj, ne, da se vračamo nazaj k realizmu. Začeli smo v bistvu s Tolstojem in zdaj smo na nek način spet pri Dostojevskem, ne, ki naj bi bil realist, ne, recimo temu tako, kar je seveda zanimivo. Zakaj je zanimivo? Zato, ker za nobenega od tih avtorjev jaz nisem specialist, ne, in ju ne predavam, ne. Ampak seveda, ker ste tudi z vaše strani nekje tedaj, ko smo se pogovarjali, dogovarjali, želeli, da svoje videnje v bistvu Dostojevskega predstavim, sem se pač odločil, ampak moram reči, da imam kar tremo. Zato, ker seveda ne moram govoriti tako kar direktno iz glave, ne, vse. In se moram reči, se malo pripravljal, ne, na to, kaj je kako povedati, in konec konca je to tak avtor, ne, ki seveda je zaznamoval svetovno, ne samo književnost, ampak nasploh svet kot tak, ne. Kar seveda pomeni eno tako specifično odgovornost, ne, ki jo človek seveda ima, ko govori jasno o Dostojevskem, ne. Zdaj, jaz sem, ne vem, ali ste to tedaj dobili, ko sem napisal predstavitev, ampak mislim, da ne, zato ker je toliko zdaj teh nekih dogodkov tu v mestni knjižnici vsak dan je nekaj, ne, da je samo posamezni delček tistega bil pravzaprav zapisan. Ne. Veste, s čim sem jaz pravzaprav začel, jaz bi vam želel pravzaprav to na nek način predstaviti. Ne. Imenoval sem tako, ne, ali je Fjodor, jaz bi rečem čisto preprosto Dostojevski, ne, Fjodor Dostojevski umetnik zaradi neumetniškosti. Ali je neumetniškost, ne, njegovo življenje, preprosto rečeno, ne, porodila umetnost. Zakaj? Tu sem napisal, da izhajam iz predpostavke, da umetnik pri ustvarjanju ideje, ki ga vznemirja, sledi notranjemu občutku. V ruski kulturi se literat čuti poklicanega, da v svojih delih izobražuje, smo že večkrat tudi mi to posebej izpostavili, ljudi, jih uči morale, pa ne samo morale, ne. Predvsem dobro je treba reči, smo pri morali, da je pogosto v klasični ruski literaturi vezana na Kristusov nauk. To je posebno važno. Ter jim hkrati seveda ob vsej tej morali, spoznavi, želi prenesti seveda tudi lepoto. In če bi sledil tu mojemu profesoru, ne, ki je predaval in se je ukvarjal v bistvu najbolj z Dostojevskim, torej profesorjem Aleksandrom Skazom, ne, zato se jaz nisem ukvarjal z njim, vse to je čisto samo po sebi umevno. Ne. On je ravno rekel, lepota je tista, ne, tudi Dostojevski sam pravi, lepota je tista, ki bo odrešila svet, ali je zdaj temu res tako ali ni, je seveda stvar lastnega prepričanja, ne, eni bodo rekli, dajte no mir, ne, drugi boste rekli, morda pa ja, a veste. Ne. Ampak, zdaj sem jaz tu postavil vprašanje, ne, da je Fjodor Dostojevski izhaja se iz tega in ena zelo zanimiva, seveda je objavljena samo v ruščini, sodobna teoretičarka, psihoanalitičarka, ki govori o tem, da je bil Dostojevski povsem nezrel človek. Psihično nezrel človek. V kakem smislu? Nevrastenik, epileptik, ki se je skratka iz enega v drugo skrajnost seveda selil, kar je res. Da je imel vse skozi take in drugačne občutke krivde.
posebej v osnovi krivdo za zgodno smrt svojega očeta. Zelo zgodaj je umrl, to bomo tudi kasneje pregledali, v mladostniških letih je bil izgnan iz prestolnice, torej iz Peterburga. Kasneje pa vemo, ne, ko ste ravno vprašali, ne, v čem in kaj, ne, kasneje pa seveda tako bolestno kvartal in kockal, da je seveda moral vse te velike romane, ki so danes nastali, mislim, ki so danes, ne, in seveda od Zločina in kazni, Brati Karamazovi, Besi in tako naprej, so bili seveda porojeni točno zaradi tega, ker je moral odplačevati dolg. Dolg, ki ga je porodil seveda zaradi kockanja. Ne? V Nemčiji, predvsem v Baden-Badenu, je na veliko kockal in je sklepal in sklenil neverjeten hudičevski dogovor. Ne? V 2 letih mora narediti roman. In je seveda narekoval v tem roman svoje strojepiske, kasneje se je s to strojepisko potem poročil, ne? In mu je verno stala ob strani in ni mogel pravzaprav popolnoma nič popravljati. Zato, ker je moral končati. Ne? Zdaj vidimo, ne, na neki strani človek, ki je pravzaprav žrtev samega sebe. Ampak hkrati iz tega neverjetnega lastnega trpljenja, notranjega trpljenja, se rojevajo in rodijo ekstremno dobre stvari. To je zanimivo, sploh znotraj ruske kulture, ruske literature, ne, da se v tistih skrajnostnih pozicijah najboljše stvari rojevajo. Ne? Recimo smo tudi rekli znotraj recimo Sovjetske zveze, ne, jasno, ne tisti, ki so pristaši, jasno, sovjetskega načina razmišljanja, ampak tisti, ki so oporečniki, to so največji avtori, ne, med njimi tudi seveda Bulgakov, ne, konec konca. Ja. Torej, ta psihoanalitičarka pravi, da je slabič Dostojevski. Zdaj, a se temu strinjamo, a veste, ne, jaz sem ne bom tega opredeljeval. Ker to je malo kruta izjava, ne? To ima pravico to reči. Ona že, ne, zakaj ne, če je psihoanalitik? Ja, mislite, da ima vedno vse 100% pravo. Ja, leti, če je objavljeno v enem najboljših pravzaprav založništvih ruskih, ne? Se pravim, dajmo gledati pluralistično, ne? Imate, vi verjetno stojite na očitno drugačnem gledišču, ampak dajte upoštevati tudi to drugo gledišče. Mislim, da je to tisto, kar nas pravzaprav lahko povezuje druga z drugima. Ne, da stojimo seveda vsak na svojem koncu in potem se seveda samo kregamo, ker nima nobenega smisla. Torej, da je bolnik, pravi ona, ampak hkrati tudi avtor genialnih del, ravno zaradi tega. Ker je bolnik in slabič. Ampak ravno zaradi tega tudi se menda ukvarjajo z njim. In to što vemo, Freud se je tudi z njim ukvarjal, ne? In to na veliko se je ukvarjal z Dostojevskim. Ne? Da je se z njegovo literaturo ukvarjajo seveda najpomembnejši znanstveniki iz vsega sveta. Z njim samim seveda kot človekom in hkrati z njegovo literaturo, ki jo je porodil. Oboje. In jasno, zdaj imamo takoj vprašanje, ne? In potem se pojavi to, da imamo nenadoma maturitetno gradivo, ne? Recimo Zločin in kazen pri nas. Zdaj bom zloben, ne? Pa bom rekel, od koga? Od bolnika in slabiča, ki pa seveda na nek način velik. Ne? Pa seveda spet vprašanje, zakaj imamo to kot maturitetno gradivo, a veste? Se lahko povsem strinjam, jasno, jaz kot rusist se povsem strinjam. Ne? Ampak. Torej, če pogledamo njegova dela, in jaz jih bom rahlo predstavil seveda, jaz ne bom mogel tukaj predstavljati vseh, to točno veste, da ne, eno evolucijo bom naredil, to sem razmišljal, ne. Če vi pogledate in ste brali kaj njegovih del, ne,
potem boste videli, da je prevladujoča komponenta predvsem neke vrste psihopatologija. Povsod. Morda razen v teh začetnih delih, ne. Kasneje v zločinu in kazni, v, če hočete, bratih Karamazovih, tudi recimo, že tudi v zapiskih Mrtvega doma in tako naprej, imamo psihopatologije. Torej, njegovi osrednji liki so tudi ali, tako kot on, na nek način autobiografija, epileptiki, histeriki, med njimi histeriki, če rečemo, ne, mislim, da čisto jasno, med njimi so recimo Nastasja Filipovna, ena tipičnih histeričarka, ne, iz romana, ne. Ali pa tudi neuravnovešeni psihopati, kot je recimo Ivan Karamazov, mimogrede. Ne. Pa tudi starčevski norci, mimogrede. Tudi to lahko vidimo pri njemu, ne. Recimo generali Volgin v Idiotu. Pustimo to zdaj ob strani, ne. Ampak vseeno se znotraj vse te patologije zrcali očitno neke vrste estetski ideal, neka sporočilnost, ki je sporočilnost pravzaprav za vsakogar od nas. To je tisto, kar je zanimivo za moje pojme. No, in zdaj, to sem skratka napisal, da boste vi prebrali to kot začetek, ne? Kar pa verjetno niste dobili, zato ker Barbara more 3 vrstice samo dati, ne? Vsalo more pa zbrisati, zato ker je toliko tega, da ne pride v ta napovednik, če temu tako rečem, po mojem. Tako kot sem zvedel. Torej, tu imate v bistvu portret, ne, tega velikega, zdaj bom imenoval velikega, ne norca, ne, seveda, nikako ne, ali pa slabiča, ali kakorkoli velikega ruskega avtorja, ne. Dajmo samo zraven reči, naslikal ga je zelo pomembni v bistvu slikar Perov, ne. Zakaj? Ker mi v slikarstvu res nismo čisto nič govorili, ne. Razen smo svoče so omenjali Maljeviča, pa seveda to brezpredmetno slikarstvo in tako dalje. To so slikari predvižniki, tako imenovani, ne, ki se nomadi, ki se selijo iz kraja v kraj in širijo seveda umetnost, slikarsko umetnost v zadevno, kaj ne. No, in zato omenjam v bistvu tega Perova in to je ena najbolj znanih, če boste vi odprli Wikipedijo, pa če boste odprli kakorkoli enciklopedije, boste navadno našli to sliko. Ker je pravzaprav najbolj znanih, tudi ena najbolj znanih, torej slikar, enega najbolj znanih seveda slikarjev. Jaz imam tu naslov, ne, seveda, Dostojevski na pragu rezila med 21 in 81. Ne, to pomeni, vidimo, koliko časa je živel. Ne, ne vem, koliko časa je živel, če temu tako rečemo. Ne. Zakaj sem zdaj pravzaprav imenoval to rezilo? Če smo prej govorili, ne, da je njegovo življenje stalno na meji, so seveda tudi njegovi liki, junaki, stalno na meji. Ali rečeno drugače, stalno na pragu. Prag je izredno pomemben pri njem element, sečišče, ki ga seveda pri Dostojevskem zelo jasno zaznamujejo tudi vremenski, ali bolje rečeno dnevni dogodki. Ta dnevni dogodki mislim s tem seveda na dan, noč. Najpomembnejši je za Dostojevskega, tudi on sam je v pismih jasno predstavil, je mrak. Torej, tisto vmesno obdobje, ta mrak je prag. Razumljivo. Iz tega, kar je dnevno, v to, kar je seveda nekaj nočnega. Veste, na kaj pravzaprav aludiram? Čisto jasno, na nekaj, kar je svetlo in na nekaj, kar je temno. Na nekaj, kar je, če hočete že, apolinično, lepo in nekaj, kar je povezano z čutnostmi, kot bi Rusi rekli, strannostmi, nenavadnostmi, ki so stvar seveda po tem kolektivnem, kolektivni predstavi seveda teme. Torej, on je vedno
na rezilu. Zato tudi tak naslov. Zdaj moramo seveda tudi vedeti in bomo vedeli, zakaj je to rezilo, če gremo malo naprej. Njegovo ustvarjanje delimo na več faz. Tukaj gor sem napisal 40. leta, 60. leta, 70. leta. Vse to načeloma čisto nič ne pomeni, ampak pomeni pa nekaj. 40. leta zaznamuje za Dostojevskega ena povsem radikalna, lahko bi rekli, socialistično-demokratsko usmerjena mentaliteta, razmišljanje, ki je nastajalo pod vplivom morda vam znanega Visariona Belinskega. Visarion Belinski je utemeljitelj ruskega realizma, eden najpomembnejših publicistov ruskih v 40 letih. In tudi utemeljitelj ruskega realizma v tako imenovani naturalni šoli, ampak ta naturalna šola ne pomeni naturalizma, pomeni realizem. On je tisti, ki je pravzaprav proklamiral tudi Gogolja. In se je pozitivno, on je bil izredno pomemben, ampak demokrat, tudi socialist v nekem smislu, proklamiral, skratka, ali izpostavil Gogolja kot pomembnega ustvarjalca in izpostavil tudi Dostojevskega kot pomembnega ustvarjalca, ki gre po poti Gogolja. Zanimivo. Torej imamo takoj opraviti tudi pri Dostojevskem s to tako imenovano Gogoljevsko linijo, o kateri sem že govoril, tisti se spomnite, ki ste bili tedaj na predavanju, ko smo govorili Tolstojanski pa Gogoljevske linije. To je to, ne bi zdaj le ponavljal seveda te Gogoljevske linije. Njegovo prvo delo, nad katerim je bil seveda Belinski popolnoma navdušen, to je, da v 40 letih so bedni ljudje. Bedni ljudje. Moramo vedeti, in spet je to vezano z njegovo biografijo Dostojevskega. On ni veliki plemič. On je sicer plemič, po očetovi strani, ampak nima kaj veliko soudov, po domače rečeno. Po mamini strani je pa mislim zdravniška rodbina. In zelo zgodaj, kot sem prej že omenil, mu oče umre, kar pomeni, da mora sam zelo zgodaj že pričeti skrbeti zase. Zdaj seveda, če bomo rekli, kaj je zdaj značilnost v bistvu teh bednih ljudi, o čem pravzaprav tukaj govori. V osnovi je to tako imenovani roman v pismih. Moramo natančno vedeti, zakaj je v pismih. Zato, ker je to še vedno aktualen žanr, ki je nastal seveda v času sentimentalizma in se razvijal seveda tudi še v romantizmu. In s tem seveda je začel v bistvu tudi Dostojevski. Torej, junak v pismih piše komu? Svoji mami. O tem, kako seveda ljudje živijo. Torej, avtobiografski pripovedovalec, ampak v življenju, skratka, nekje drugje. O kom govori? Čisto jasno, o tem smo pa mi že svoj čas govorili, govori o malih ljudeh. S tem začne o malih ljudeh govoriti že Puškin. Spomnim, smo govorili, tisti, ki ste bili tedaj, se spomnite o Bronastem jezdecu, vidite, to je mali človek. Evgenij, mali človek. In potem je seveda ta mali človek znotraj tudi Puškinovega ustvarjanja, če hočete, v povestih Belkina. Ampak kasneje je ta mali človek uradnik in tukaj je prevezava Dostojevskega z Gogoljem, seveda pri Gogolju v peterburških povestih. Uradnik je to. Mali človek. In tukaj v veliko primerih je govora o malih ljudeh, v bednih ljudeh, uradnikih.
ki nimajo pravzaprav popolnoma nobene pravice. Se malce spomnite na Gogoljevega plašča, ne? Na Akakija Kakijeviča pa vidite, nekaj podobnega. Gre za prevezavo. Ne? Bedni ljudje, vezava z Gogoljem. Mislim, da je zdaj to argumentirano, kaj in kako. Ne? Mimogrede, ne, vemo, kdo je avtor, ne, spet pomembna poimenovanja. Makar Djevuški. Makar seveda pomeni, spet je označevalec, tako kot je Eugenija, ne, je seveda v grščini, ne, izraz seveda zablaženi. Tudi srečni. O čem govori materi? Ne samo o slabih pogojih v prestolnici, govori se o Peterburgu, ne? Ampak tudi o izrabljanju otrok, kar pomeni, da starši izrabljajo mladoletne otroke za delo, zato seveda, da lahko preživijo. To je skregano s tedanjo logiko Dostojevskega, ki je seveda to zadevno, pa tudi ohranja to vse skozi, jasno, demokrat, recimo s človeškim dostojanstvom. Govori seveda tudi o vlogi literature in hkrati govori tudi o tem, že, da mora človek na svoji poti se žrtvovati za dobro drugih. Torej, samo žrtvovanje. Zdaj, ima to zvezo tudi s krščanskim samožrtvovanjem, ampak o tem v nadaljevanju. Naslednja, če pustimo to ob strani, ker bi lahko govorili še o tem, da seveda je sestavni iz tako imenovanih v bistvu majhnih fizioloških, kot Rusi rečejo, fiziologični očrk. To so male scene, male črtice. Iz črtice je to sestavljeno. Ne? Črtica se konča in se spet začne neka nova črtica. Ne? Stalno za nekim novim vprašanjem. Pa pustimo to v bistvu v strani. Ne? Torej, zdaj, če gremo tukaj naprej in pogledamo torej 1844, ne? Bedni ljudje, smo rekli, makar djevoški in autobiografski, nekje, makar smo povedali, lik, ne? Ki govori o seveda nepravičnem svetu. Hkrati je pa čisto jasno, ne, da zagovarja razumljivo to tako imenovano človekovo dobro, ki je v njem samem. Tukaj imate namensko napisano v ruščini, ne, najprej fiziologični očrk, ker je to termin znotraj naturalne šole, znotraj Belinskega, to je on pravzaprav na nek način uzakonil. Ker se kasneje ta fiziologični očrk kot kratka, realistična novela pojavlja v 30 letih, v času socrealizma, mimogrede. To je zelo zanimivo. Drugo, kar tukaj izpostavljam pri bednih ljudeh, topos, je čisto jasno Peterburg in imate iz tega tako imenovani peterburski tekst. Je razviden. Zakaj? Kaj to pomeni? To je mit. Ampak mi vemo, da je Peterburg seveda skregan z realnostjo kot tak. O tem smo mi tudi govorili seveda pri bronastem jezdecu Puškina. Ker je to mesto privid. Mesto, ki je zgrajeno na neustreznih tleh na močvirju. Ogromno je seveda tako ali drugače megle. Ljudje se izgubljajo, podobno kot v Londonu, če hočete ali kaj podobnega. Ne? Iz tega se razvija seveda ta čudnost, ki jo ima tudi Gogol v peterburških povestih, v Nosu, v Nevskem prospektu. Nevski prospekt, vemo, ena glavnih trgovskih ulic Peterburga. In jo ima seveda tudi Dostojevski zdaj, ko govori o tej čudnosti severne prestolnice Peterburg. Torej, ta prestolnica je čudovita kot taka, ampak v njej se dogaja čuda in pol. To že takrat. Torej, v času seveda
v tem primeru, ko govorimo o realizmu, torej v času realizma, predtem seveda tudi v času, recimo temu poznega romantizma pri Gogolju. Ne? 2 leti kasneje nastane zelo, temu bi rekli, romantična tema, dvojnik. Dvojništvo je izrazito romantično. Ampak tukaj prvič konkretno Dostojevski, vidite, zakaj sem to posebej izpostavil, sam sebe postavi na prag. Česa? Ali sem zdrav ali nisem zdrav? Se gre v nekaj smislu za avtobiografijo. Sem torej bolan. Vidite, ta psihopatologija, o kateri sem govoril. Dvojništvo je seveda značilnost predvsem tudi Gogolja kot takega. In se kasneje pojavlja ogromno teh dvojnikov, dvojništva ne samo v literaturi Dostojevskega, ampak nasploh v ruski kulturi. Zdaj, mimogrede, bomo prišli do tega, a veste, dvojnik, če temu rečemo, lejte, bratje Karamazovi. Kdo je tam dvojnik? Čisto jasno, bomo prišli do njega. 4. brat je dvojnik. To je Smrdjakov. Tisti, ki ste to brali. A veste, on je pravzaprav na nek način dvojnik vseh 3 bratov Karamazovih. Je pa porojen od Karamazova. Nezakonski je. Ampak je dvojnik. A vidite, se ta tema pojavlja praktično v 60-ih, 70-ih letih. Še vedno. In postaja kot stalnica, ne samo v literaturi Dostojevskega, ampak sploh v ruski kulturi nasploh. Kaj bi tu posebej pri tem še omenil? To je v bistvu govora o psihološki razdvojenosti človeka. In razrvana zavest je na temeljnih karakteristik pravzaprav razumevanja Dostojevskega. Ubogi uradnik se upira nečloveškemu birokratskemu sistemu, pa vendar v tem nečloveškem svetu ne more uspeti. Torej, vedno vsak sproti ali znori, ali v bistvu umre. Torej, v tem birokratskem svetu, podobno kot pri Gogolju, nima ta mali človek, uradnik, prav nobene možnosti. Torej, vsaka sen je vse, da bi se samo realiziral ta mali človek, ostane brez veze. Pomeni, da ni poti k samorealizaciji. Naslednja povest, kjer je spremenjen lik, je Hazjajka, gospodarica. Tukaj imate lik mladega sanjača. In tukaj imate, zakaj sem to posebej izpostavil? Zato, ker se prvič rodi vprašanje ne toliko odnos mali človek oblast, mali človek birokracija, ampak ljubezenski odnos. Ker imamo mladega sanjača Ordinova, ki vidi ljubezenske odnose med mladim dekletom in starcem. Kako to sprejema? Nenadoma se v literaturo, torej v koncu 40-ih let, to je to prva faza, upeljuje tudi ta tako imenovani, recimo temu, erotični odnos. Torej, ne gre zgolj za to vprašanje posameznik, družba, uradnik, oblast, ampak gre hkrati tudi že za vprašanje, seveda, takih ali drugačnih erotičnih odnosov, ki jih kasneje v zrelem ustvarjanju seveda
mojstrsko splete. In o njih bomo seveda kasneje govorili. Tu v tej gospodarici imate prav tako različne dvojnosti. Pri tem Ordinovu namreč na eni strani se mu razodeva temu liku dobrota, lepota kot odrešitev. Potem se pa v trenutku, kar je zelo značilno za Dostojevskega, ker je tudi, če gledate velike romane, imate zelo pogosto izraz pri njem vdrug, kar pomeni nenadoma. Ker nenadoma se je nekaj zgodilo. Nobene motivacije ni, ampak to je tipično za Peterburg. Nenadoma se zgodi. In nenadoma se iz lepote spremeni v nasprotje, v hudičevsko agresijo. To, kar vidimo kasneje pri Nastasi Filipovni, če hočete. Pa tudi, če hočete pri Dmitriju Karamazovu, tudi pri njem. Pa če hočete tudi tisti, ki poznate Bobka ali pa Sanje smešnega človeka. Tu gospod Kuren gotovo pozna, se je izvajal Sanje smešnega človeka, v Mali drami. Seveda, tu nenadoma zdaj pride v razvoju Dostojevski do razcepa z Belinskim. Veste zakaj? En fakt moramo upoštevati, da se je v 40 letih, konca 40 let, mi vemo, konec 40 let, je za Evropo zelo pomemben čas. To je 1848. In a veste, da to gibanje, ki je v Evropi, vpliva na Ruse. Jaz to debatirajo. O tem, kaj za vraga zdaj dogaja v tej tako imenovani pomladi narodov, pa ne bi bilo to dobro, da bi bilo tudi kaj takega v Rusiji. In vidite, on sodeluje v klubu, tako imenovanem klubu, to je slabo rečeno, v skupini tako imenovanih Petraševcev. To so Petraševci, ki seveda poskušajo na nek način, če temu lahko tako rečem, pripraviti revolucijo kontra še vedno vladajočemu Nikolaju II., ki je tako perfidno seveda Puškina tudi na svojo stran spravil. To je še vedno ta isti vladar, strašno konzervativen. Kaj se zgodi? Da so ob koncu, torej 49. leta, vsi ti Petraševci so seveda zaprti in obsojeni na smrt. Med drugim je tudi Dostojevski v Petropavlovski krepesti, torej v Trdnjavi, v Peterburgu. Imate še celo, če tja greste, vam bodo pokazali seveda, katera je njegova ječa, pa boste videli, ki je noter zaždel. Ja, tik pred zdajci mu spremenijo to smrtno kazen. Lahko bi bil pogubljen. Spet enkrat v pregon. Torej, kot rečejo Rusi, silka. Torej, Sibirija. Zakaj so bomo pa spremenili to kazen? Posredovali so pomembni tedanji ustvarjalci. In so rekli, da je morebiti pa pri Dostojevskem še nekaj takega, kar bi lahko se izrazilo. Politika. Zelo preprosto. To je podobno, veste, kot pri Puškinu. Pri Puškinu je posredoval Žekovski, tako pomemben dvorski pesnik, in če ne bi posredoval, bi Puškin glavca preč. A veste? To je politika, vedno je politika. Nekaj. No, ampak seveda znajde se v 50 letih, in to je čas krize, se znajde seveda v Sibiriji. Kje? Sibiriji.
seveda se njegovo razmišljanje bistveno začenja spreminjati. Zakaj? Ker se premakne od tega teoretiziranja in tudi neke potencialne revolucije, da bi se nekaj v Rusiji dejansko dogodilo tam 49. leta v smer Kristusovega nauka. Zdaj pa zakaj? Mimogrede, to je zelo zanimivo, ne? Se sreča z ženo od pomembnega dekabrista. Dekabristi so tisti, ki so leta 1826 napravili prvi upor proti carju. In so bili zato pregnani v Sibirijo ali pa tudi ustreljeni oziroma obešeni. Med njimi so bili seveda tudi pomembni ustvarjalci, literati. Žena enega od njih, je zdaj na pamet, pa res ne vem, kako se piše, mu je podarila evangelij od enega od teh pisateljev. In te evangelije je on dejansko kot svetinjo nosil vse do smrti s seboj. Zanimivo, ne? Kot da se je nekaj mu v notranjosti zgodilo, preokrenilo. In je rekel, ne moremo mi s to grobostjo, recimo, bolševistska, oktobrska revolucija, poseči v narod in ga dejansko, ne vem kaj, razsud, če temu tako rečem, in celotno kulturo. Ampak lahko to naredimo zgolj seveda na osnovi Kristusove ideje. Ideje dobrega. Dobrega, ampak zdaj moramo pa seveda to vedeti, ne? Kristusova ideja dobrega je za pravoslavje nekaj drugega, kot je za katolištvo. Ker je seveda, to je zelo težko razložiti, ne? To je v ozadju ta tako imenovana teodiceja. Dejstvo je, da je v vsakem od pravoslavnih Bog. In ga moraš začutiti, ne razumeti. Začutiti ga je treba. In od tod tudi tako pomembna liturgija, pravoslavna. Tudi ruska pravoslavna liturgija, ne? To ste vi ravno govorili, ravno zaradi tega. Da morate začutiti znotraj sebe v bistvu tega Boga in ko ga začutite, verjamete vam. Bog ne da ga razumevate. Torej, to je tisto, kar smo Moldani že svoj čas tudi rekli. Ne vem, ali smo ali nismo. Na predavanjih smo, mislim na predavanjih študenti, a ne? Ta pravda pa je istina. Ne? Eni mogoče se spomnite, da smo govorili, ne? Tisti, ki ne točno vino, pravda je razumska. Pravda je laž. Saj veste, sovjetska pravda je vedno govorila same laži. To je dejstvo. Ampak je bila pravda. Razumsko je bilo utemeljeno na nekem modelu. Istina je pa stvar samo Božjega. Ne? In to je nikoli Rusi ne bojo rekli, ne? Eta pravdiva je ali pa eta istina je. Tega, česa mi nimamo, imajo pa naši južni bratje. Istina. A vidite? In to je ravno pravoslavci. To je ta bistvena razlika. Ne? Da morate začutiti nekaj, kar je Božjega v sebi in potem to seveda z vso to dobroto prenašati na druge ljudi. Torej, tu se seveda Dostojevski začenja v izgnanstvu sibirskem spreminjati iz demokrata, revolucionarnega celo demokrata, vidite, blizu Belinskega, v smer tako imenovanega v bistvu slavjanofilstva.
Ampak vemo, zdaj, kaj je to slavenofilstvo. To ni ravno to slavenofilstvo. Slavenofilstvo je knez Uvarov natančno določil, samo državje, narodnost pa pravoslavje. In to je bistvo Rusije, ruskosti. Ne. To je bistveno tisto, da je Kristus tisti. In je stalno seveda zagovarjal Dostojevski Jezusa Kristusa, torej Boga. Ampak se je sprašval seveda, razumljivo, ali je Bog, ali ni Boga. To pa vedno. Zakaj seveda, mogoče je treba to omeniti, zakaj Kristus? Zato, ker Kristus je tisti, ki poveže ljudi med sabo, in to smo mislili, da mi svoj čas tudi, vsaj nekateri, rekli, v tako imenovano vesoljno bratstvo. To, kar pa je karakteristika Rusov. Tudi tega tako imenovanega kozmizma, o tem nismo govorili. Na prehodu iz 19. v 20. stoletja. Jasno, zakaj? Točno vemo, veste, kje se to kaže? Bratje smo. Mi smo bratje, Slovani. In vas bodo Rusi seveda sprejeli kot slovanske brate. Nikoli ne bojo Nemcev sprejeli za brate, veste. To je to v ozadju, to vesoljno, kozmično bratstvo, ki je v bistvu bratstvo Jezusa Kristusa. In to zagotovo razvija tudi Dostojevski. Ok, iz Sibirije nastane, pa ne bomo o tem govorili, se ne bomo predolgo zgubljali, zapiski iz mrtvega doma. Čisto jasno, mrtvi dom pomeni tam ni nič. To so kronikalni zapisi, publicistični stil, narod Rusije. In tukaj pa tisto, kar je pomembno. Nenadoma v tej Sibiriji ugotovi to bratstvo, ki ga imajo preprosti ljudje. To pa je pomembno. Tega, česar Peterburg ni imel. In tukaj se mu začne razvijati ta tako imenovana narodnost, ki jo pa spremeni v tako imenovano, to je gibanje kasneje v 60-ih letih, počveničevstvo. Počvenik, počva pomeni tla, zemlja. In počveniki so torej ljudje, ki so vezani na rodno grudo. In izhajajo iz tega. In jaz vem, ki sem potoval tudi recimo po Rusiji, kako so vedno gostje dobrodošli. Nikoli vas ne pustijo v bistvu zunaj, za razliko od Moskve ali pa Peterburga, ali pa še kakšnih drugih, recimo, velikih mest, ki so zahodnjaška. Tukaj si samo po sebi njihov član družine, in si tudi tako, vse na nekaj način je podobno bilo tudi pri nas, ampak pri njih je bilo to še neprimerno bolj in je še danes, to sem jaz doživel recimo na Baltiku. Prideš tja, potrkaš in te pogostijo, brez problema. Veš, že imate kozarec vode, ne, postopite notri, bomo kaj postregli, se bomo kaj pogovorili, to je čisto drugače. Tega danes tudi pri nas nimate, v Rusiji imate pa še, ampak seveda v zaledju ne. Nikakor ne tam, ali veste, 100 km stran od Moskve tega ni. No, to je seveda začutil Dostojevski in je seveda začel razvijati v bistvu ravno to, da se to bratstvo pravzaprav dogaja znotraj naroda. To je ta narodnost in to je to počveničevstvo. Vse imamo kasneje, v 20. stoletju, v 50. 60. letih, imate pa neopočveničevstvo. A veste, da se moramo mi preprosto, če gledamo nas, vrniti k preprostemu človeku, in videti, kako on dela, kako obdeluje zemljo.
kako živi. To je naša perspektiva. Ne pa mislim, ne vem, zdaj preprosto rečeno, ne, razni interneti in podobne stvari. Sem nekaj sem vam že pravil, kolege, kolegice, ki so rekli, oprostite, klinc gleda, vse to internet bomo raje naredili kmetijo. In imajo kmetijo. In so celo otroci podarili kravo svojemu bratu za rojstni dan. Telička. A veste, nepredstavljivo za današnji čas, to je pred enim letom bilo. Vidite, kako se to na nek način vrača nazaj. Torej, tudi pri nas, ne, malo sem se zdaj vzmahnil, ne, ampak nazaj v to, ne, kaj nas briga to, vsem vendar iz zemlje še vedno lahko nekaj dobimo. Še vedno, bom rekel. Do nadaljnega, ne. Ampak dobro, ni to zdaj stvar našega razmišljanja, ne. 60. leta. To smo že rekli, Petraševci, Sibirska, dobro, zapisli smo v doma, 60. leta. Lejte, to imate pa zdaj jasno napisano. Kaj se pravzaprav dogaja? V redu, ideologija počveničevstva. Ali te? To je to. Najbolj pomemben je publicist Črniševski ob tem počveničevstvu. In hkrati tudi Dostojevski, zagovornik tega. V začetku 60. let, da gremo po stopnjah, ne, prav tako napiše roman Unižunija skarbjonja, kar poznamo ga tudi v slovenskem prevodu, Ponižani in razžaljeni. Tema je načelno verjetno jasna, zakaj gre. Motiv žrtvovanja, trpljenja, ampak trpljenja kot obveznega dela vsakršnega človeka, ki je kristjan. To je nujen pogoj. Po Dostojevskem. In tukaj se začne ravno v tem romanu zametek Dostojevskega, ne, kot krščanskega misleca. Še nekaj moramo povedati, tale počva, ne, ko sem rekel, tale 61. leto, je nekaj zelo pomembnega, ne. Prej nisem tega izpostavil. Veste, kaj pomeni leto 61? Konec tlačanstva v Rusiji. To je strašno važno. Takrat tudi, zdaj pa Nataša, ne me prijeti za besedo, konec 50. let ali pa čisto na začetku 60. umre Nikolaj II. Ne. Prvi. Tako ne. Nikolaj I in pride Aleksandr II. To je to, ne? A veste, Aleksandr II pa pomilosti vse te Petraševce, če temu tako rečemo, in hkrati 61. leta odpravi tlačanstvo. On je strašno na nek način reformističen car. Pozitiven, ne? Če gledamo v primerjavi z Nikolajem I. Ne? Jasno, če se prej slučajno rekel Nikolaj II, ker Nikolaj II vemo, kam spada, ne? Čisto v konec romanovih. Ne? Torej 61. leta je čisto jasno počveničestvo, ne? A vidite, zdaj bodo obdelovali kmetje, kjer bodo svobodni, zemljo. In se Dostojevski popolnoma navduši tudi nas. To je treba zraven omeniti. Ampak hkrati ponižani in razžaljeni, kot pravimo, ob tem, ne, tu se naj bi znotraj tega žrtvovanja in trpljenja med ljudmi porodila ideja o novi besedi. In ta ideja bo prišla iz samega naroda. Se nekaj podobnega imate potem pri Tolstoju. In Dostojevski tukaj tudi v Poniženih in razžaljenih zagovarja postopno in mirno zlitje izobražencev in počve.
torej teh ljudi, vidite. Ne, da se izkorišča, kar se seveda kasneje izkorišča. Logično. Kaj je pomembno znotraj počveničenstva? Da je treba te neuke ljudi, to je bila res strašna, ko sem bral, recimo tudi Fajčesa, recimo, ali pa kogarkoli drugega, Pipesa, recimo, kakšna revščina je to bila. In zdaj seveda tudi Dostojevski, ki je videl to, ne, zagovarja jasno izobraževanje teh neukih, kmečkih ljudi. Te počve, baze, na kateri v bistvu temelji seveda počveničenstvo. In to je naloga inteligence, mimogrede, da to naredi. Ne? Da mimogrede inteligenca, to pa je treba reči, ne? Da poskuša povezati pravoslavno idejo vse splošnega bratstva med izobraženci in ljudstvom. Vidite, to je pa pomembno za Dostojevskega, ko govori o izobražencih. Zdaj, če govorimo o 60-ih letih, ne, seveda bi morali govoriti o zapiskih iz Podpolja, ne, zapiski iz Potalja, zdaj je šla knjiga v prevodu, ne dolgo tega. Jaz v njej zdaj posebej ne bom govoril, vidite, to je polemika z revolucionarnimi demokrati, ne, v osnovi, torej s tistimi belinskimi, od takim, na osnovi krščanskega nauka. Ampak tisto, kar je pomembno, to je kriza Dostojevskega. Zakaj? Ker 64. leta mu umre prva žena, ne, ta predna je tista preimenovana strojepiska, ne, oziroma slabo rečeno, zapisovalka, ne, njegovih del. Kmalu zatem tudi brat Mihail, na katerega je bil zelo navezan. In jasno, ne, razumljivo, skoraj da zapade v bankrot. Vidite, tu se kaže njegovo nihanje. On je človeško tako prizadet, ne, da seveda začne utapljati to svojo bolečino, če temu tako rečemo, ne, na najrazličnejše načine. Med njimi si, da kar je zelo nevarno za Dostojevskega. Sej, mimogrede, on ima tudi roman Kockar, ne, igrok, ne, ravno z kockanjem, ne, in stavo. To je zanj usodno. Ravno v tem času, v 60-ih letih, ne. Torej, ker mu grozi bankrot, sklene pogodbo, založbo s Stelovskimi, važno, in v enem letu, pravi, bom napisal roman. Zdaj pa vemo, kateri roman je to, ne? Zločin in kazen. V enem letu. Moramo na dolgo in široko, ki govoriti o zločinu in kazni, nekaj je treba reči, ne, zagotovo, ker je to tako pomemben roman, da ga je potrebno postaviti v ospredje nekje. Sedaj imate vi v bistvu na nek način detektivko, ne, če temu porečemo v osnovi. Zaslišanje tega tako imenovanega Razkolnikova in Porfirja Porfiroviča, ne, torej inšpektorja, vsak na svojem koncu. Vsak svojo idejo. Zato, da bi se Razkolnikov izdal. To so, mimogrede, strašno zanimivi dialogi, sicer pa svoje dovolj zapletene. Jaz sem gledal eno zanimivo uprizoritev, da tudi pri nas od Cankarja, to je Andžeja Vajdeja, ravno samo o teh dialogih med tema dvema. Poznamo pa Vajdo kot izredno pomembnega poljskega režiserja. Ni
tako bistveno za moje pojme to vprašanje, a veste, tega detektivskega, recimo, romana, kot znotraj tega, ker hočem na vsak način tukaj nekje povedati, ne, da imamo opraviti ponovno s patološkim subjektom. Prej sem začel s tem. Da je tudi Dostojevski na nek način patološki, ne? Ampak zdaj je ta patološki Razkolnikov. Razkolnikov, ki je spet enkrat zelo jasno označen z označevalcem. Razklanje. Razkalojc. Razklati. Razkolnikov. Torej je razdvojen in je zelo blizu osrednjemu junaku v romanu Dvojnik. Torej je ambivalenten. To, kar je ravno značilnost ruske kulture vopće. Ambivalentnost. Vse vemo. Smo Evropejci, a smo Azijci, če že hočete. Pa bom tukaj obstal, ne? Zdaj vprašanje, v tej ambivalentnosti gre za kaj? Tja, verjetno za vprašanje upora proti Bogu in njegovi urejenosti. Zakaj? Ker če Bog dopušča, da nedolžni ljudje trpijo, potem je krivičen. To je ena izmed idej, a veste, ki jo prične izpostavljati seveda Dostojevski. Torej je Bog vedno tisti, ki ima samo prav. Ali se tudi lahko moti. Tu je vezava, kasneje tudi z Ničejem, ampak o tem v bistvu ne bi niti govorila. Ne. Torej, če gre v bistvu za to patologijo in točno vemo, ne, kje gre za to patologijo, ali je moč ubiti človeka, zato ker je vemo, zakaj, ker in koga, ne? Tam imate strašno pomemben, vidite, spet, ko sem govoril, prak. Prak je strašno važen v zločinu in kaznu. Stopnišče, ne? Vse se dogaja na stopnišču in na pragovih različnih stanovanj. Ne? To je zanj strašno značilno, da se znotraj dogaja se na ulici, ampak tudi v samih hišah, ampak v vmesnih prostorih. Torej, ubiti človeka, zato ker dela zlo in izkorišča drugega človeka, in jaz si vzamem to pravico, ali si jo lahko, in primerja, in to Porfirij zelo jasno poudarja, ne? Kaj pa Napoleon? In tu imamo spet tisto isto vprašanje, ker tako neverjetno zanima v bistvu ne samo ruske realiste, tudi romantike že. Ne? Kako pa je on lahko v bistvu pognal v smrt toliko in toliko ljudi, brez kakršnega koli problema? Tako kot kdorkoli od velikih vodij. Ne? No, ampak zakaj zdaj tukaj gre in tisto, kar je morda tu važno? Tu ni jasnega odgovora. In ravno tukaj se začne specifika Dostojevskega. Po mojem je dobro ruski antropolog Mihail Bahtin to označil kot polifoničnost. Polifonija kot mnogoglasje. Različne zavesti, različne ideje, ampak vprašanje, katera je prava. Vidite, za razliko Tolstoja, Tolstoj pravi tole je. Sicer pol čez eno leto je nekaj drugega, ne? Zato, ampak takrat pravi tole je.
Dostojevski pa dvomi. In to je ravno ta specifika. Dvomi. Stalno je v tem ekscesu, ki smo na začetku vprašali, poganje se od ene smeri do druge. A je prav ali ni prav? Sem prav naredil? Nisem prav naredil. Ta je zdaj v redu. Tako kot on sam seveda tudi živi, kocka, ali sem to v redu naredil, ali sem prizadel svojo ženo, to kasnejšo, novejšo, ali je nisem, da se prenaša na literaturo. In se prenaša seveda kako? Ja, ravno kot različne oblike zavesti, kjer ni končnega odgovora. Končni odgovor morate poiskati vi, če se seveda pretovčete čist. Čisto jasno. Niso tako enoznačni odgovori, ni recepta. In ravno pri Dostojevskem, pri zrelih tekstih je dejansko bistveno, da nimate nikjer nobenih receptov. Samo različna videnja, med katerimi je tudi pripovedovalec eden izmed tistih, ki seveda postavi samo svoje videnje. Ne pove pa, da je pravo. A vidite? Torej, kaj za vraga je pravo? Ok. Še koga bi moralo meni? Sonjo Marmeladovo, tu moramo pri Razkolnikovu. Zato, ker je ona ravno tista, ki je na nek način, torej prostitutka, ampak udejanja tip hoje pa mukam, bi Rusi rekli, križevega pota. Zato, ker gre za njim v Sibirijo. Žrtvuje se. Ženska. In trpi. Zato, ker ljubi. Pa imamo, a vidite, ta ljubezenski odnos. Prostitutka, ki ljubi njega. Torej, Razkolnikova. In je zanj pripravljena narediti očitno vse. Ali čim več. Torej, gre za njim v Sibirijo. To je seveda izrazito krščanska vesta. Čisto jasno. Ok, dajmo pustiti tega Porfiriča ob strani, pa Razkolnikova, ker bi malce preveč zašli. Za moje pojme bi morali posebej to analizirati, ampak ne. Porfirič namreč misli, da se lahko Razkolnikov prerodi. Prerodi v enega normalnih, recimo, temi ljudi, preprosto rečeno. Ampak se pravi, pustimo to ob strani in tako ne povsem jasno izražamo. Naslednji pomemben roman, posledično gledano, ker kronološko nekje poskušam seveda predstavljati, zato da vidimo razvoj njegovega duha, njegove zavesti, Dostojevskega, je seveda Idiot. Tu imate verjetno tudi nimate še napisano, verjetno že naslednjim. No, to sem že povedal, to počveniče so v zvezi z zločinom. Ampak zdaj imamo Idiota. Jaz vraga, zakaj tak imene? Pa imamo spet dvojnost. Vidite, dvojnost, ki jo je izkusil tudi sam Dostojevski, in je na nek način tudi on tak bil, po mojem. Miškin, Lev Miškin, zakaj sem tam napisal D, še vedno ne vem, proče napaka. Aha, Dostojevski, osrednji lik kneza Miškina Dostojevski še vedno prikazuje v skrajnih, neobičajnih življenjskih položajih. Podobno kot Razkolnikova.
Torej, ta idiot je knez Miškin. Knez Miškin, moramo zelo natančno zdaj, to je Lev Miškin in tu moramo vedeti, da se on pojavlja kot tepček, kot idiot. Idiot. Zdaj pa mimo grede, tu gre za rusko tradicijo. Koga? Izvoljenega Jurodivova. Eni smo mislili, smo že govorili po mojem tem. To je Blaženi norček, ki je zelo specifično pravoslavna ruska tradicija z imenom Jurodivi. Tega mi prevajamo to kot Blaženi norček, bo se načeloma ne more prevajati. To je Jurodivi, preprosto rečeno. Torej, kaj on dela, ta Jurodivi? On je pameten, izpade pa neumno. Ampak lahko izpade hoteno, pa nehoteno. Neumno. Norca se delajo iz njega, ampak vedo, da je pa pameten. Vidite? Torej, ta knez Miškin, ki je znotraj velike, visoke plemiške družbe, je idiot, ker se ne zna obnašati. Je pa v svojem srcu dober. In lahko bi rekli tudi zagovarja krščansko lepoto. Znotraj svoje duše. In na eni strani nasprotuje družbeni normi. Po drugi strani je povsem otroški, infantilen, z naivno vero, to je ta naivc, v dobro, ampak je hkrati smešen. Jaz bi rekel, ko sem potem tudi razmišljal teh knezov Miškina, pa sem jo tudi svoj čas bral, sem moral zdaj obnoviti, veste, jaz sem to bral pred svojimi 30 leti, odkrito rečeno, vse te zadeve. Malo na Don Kihota spominja, ta knez Miškin, A veste, vse vemo, en prvih v bistvu novodobnih romanov, pa tako pomembnih, kot je Don Kihot, imate neko vezo s tem idiotom. Vse Don Kihot je pravzaprav tudi neke vrste idiot, če temu tako rečemo, grdo. Ker se bori, z mlini na veter v imenu dobrega ali ne vem česa. Miškin se zagotovo v imenu lepega, dobrega in tako naprej, ampak vsaki sproti naredi samo smešno oziroma eno burko. Nič drugega, ker ne zna. Ampak se tega zave. A veste, ampak je že prepozno. Tem je problem. Ta človek je. Jaz bi rekel, da je zelo avtobiografski Dostojevski. Ampak, poglejte, jaz sem to bral v tej psihoanalitični razpravi, kjer tudi v bistvu na nek način povezuje ta psihoanalitičarka Dostojevskega z idiotom. Zdaj, Miškina je treba prevezovati, seveda, zdaj pa v ljubezenskih relacijah. Vidite, zdaj smo pa na ravni ljubezni, kjer je zelo pomembna. Ravno pri idiotu, z Nastasijo Filipovno in za Aglajo Jepaničino. In moramo natančno označiti, zakaj in kaj sta pravzaprav ta dva tipa na nek način. Če sta tipa. Nastasija Filipovna je pravzaprav, kot sem že prej rekel, prav tako psihopatološka. To je na nek način prilika, kot se lahko prebere o Mariji Magdaleni in na drugi strani Jezusu. Kristus se je rešil pred besi, tako kot jo zdaj Miškin hoče rešiti. A veste, pred demoni. Ampak zakaj zdaj pri Nastasiji Filipovni gre? Niha. Tako kot sem prej rekel, imate ogromno teh dvojnikov. Niha med čem? Med grešnostjo, krivdo in občutjem čistosti duše. To je tipično rusko. Hkrati je izredno lepa in ponosna.
To je pravzaprav ena bolj škandalnih takih ženskih likov Dostojevskega, ne? Nastasja Filipovna, se vemo, ne? Kaj vse dela, pa vrže tiste rublje v peč in tako dalje, kar nas končno za zdaj ne zanima. Ne? Miškin se zave tega njenega nihanja in občuti, da je v njeni notranjosti pravzaprav, vidite, ravno ta lepota. Ampak je z vsem svetom ali kakorkoli grešna. Razumljivo, zaradi socialnih kontaktov, stikov, ki jih ima. Predlaga ji poroko. Ja, vse v redu in prav, pa veste, kdo vmes poseže, pa imamo spet škandal. In imamo spet neke vrste ponovno zločin. Tako smo prej rekli, prestopljeni na kazanje, zločin in kazen. Ja, imamo Parfjona Rogožina, ne? Ki je nenormalno zatreskan v Nastasijo Filipovno, izredno strasten značaj, vidite, spet v eni in v drugi skrajnosti. Ampak se iz njega kaže tudi narod. Ta počveničevstvo je okorel, če bi temu rekli tako. Recimo, to sem namesto dal tule, sem dal en citat, ne, ki ga boste lahko videli. Ja, ne se Čakaj, to pa jaz zdaj ne bom mogel tle. Ne, brez vizde, bomo samo... Veste, opis sem dal, ne, na kakšen način v bistvu Dostojevski opisuje zdaj Rogožina, ne. Ker s tem, ko ga opisuje, ga seveda opisuje v bistvu kot enega izmed ljudstva. In to je tisto, recimo, kar bi bilo zdaj zanimivo, ne. Sam, a vidite, je nekako neustrezna bela, ne. Tako da se ne da, saj jaz na tem ne znam. A boste vi? Lahko. Super, super, evo, krasno. Torej, Rogožin, edini iz njih, je bil nevisok, kakšnih 27 let, bil je kodrav, malo črn, semitja siv, z živimi ognjenimi očmi. Nos je bil širok, tako plečat, bi temu rekli, če lahko rečemo seveda, če malo spustimo, ne, njegova usta so bila posmehljiva in celo taka v smislu zlobnega nasmeha je šlo. Ampak njegovo čelo je bilo visoko in tako naprej in tako naprej. Zakaj sem to dal? Lahko bi do konca to šli, pa ni časa. Zato, ker je očitno zelo natančno Dostojevski te like označuje. Zakaj? S tem, ko jih označuje, jim da seveda karakterizacijo. S tem jih karakterizira. To je značilno v bistvu za rusko kulturo. Kasneje, recimo, ali pa že prej, pri Gogolju, recimo, Mrtvih dušah. Čisto jasno, nek Sabakjevič, kako ga opiše. To je značaj. Ne? In zdaj, tako kot ga to opiše, ne, pravzaprav pripovedovalec, tak naj bi bil. In lahko na osnovi tega seveda tudi marsikaj sklepamo. Ampak zakaj zdaj gre? Torej, je vroče krn, smo rekli strasten. In kaj se zgodi? Vemo, ker je tako zaljubljen v Nastasijo Filipovno in ko ugotovi, da se bo ona poročila z Miškinom, kaj naredi? Zaštihajo z noža. Pa imamo zločin. Spet. A vidite, kakšna je pa reakcija Miškina? Opravičimo.
A vidite? Zakaj? V imenu krščanstva. On si se pravi zelo konkretno, ne, da je to naredil v strasti in da se mora znati kontrolirati in ga mimo grede Miškin tolaži, kot mati tolaži otroka. Vajte, to je zanimivo. Miškin, ki naj bi se poročil z njo, pa tolaži nekoga, ki je njegovo ženo pravzaprav ubil. Ampak vidite, kako je ta človek, zato sem samo to izpostavil, pravzaprav nekje po srcu, ja, mi bi rekli smešen, neumen, ampak dober. Ne? Če bi danes ugeli, bi rekli, ja, dejte no. Ne? Navadno bi ga nadrl, ali jaz ne vem kaj, ne? Ampak vidite to spremembo, kako drugačen lik v bistvu pelje. Ampak Rogožin nosi v sebi, vidite, to je pa tisto, kar je za Dostojevskega značilno in je značilno kasneje tudi za bratje Karamazove, nosi v sebi to temno silo. Demoničnost nosi v sebi. In to je ta problem. Ne more iz tega. On je vročekrvn. On je strasten. In njemu se ne da nič dopovedati. Vidite, ampak je človek iz ljudstva, tako kot je človek iz ljudstva tudi soroden v tej vročekrvnosti. Aglaja Japančina, o njej je treba še posebej reči, o tej generalski hčerki generala. To je tekmica Nataši, vidite, imamo trikotnik. Zelo klasičen, ne? Miškin, Nastasja Filipovna, Aglaja Japančina. Ona je izredno načitana gospica z močnimi čustvi in razumom. In je spoznala Miškinovo čistost. No, se tu ga primira mimo glede z obogim vitezom, ne? Zdaj, s katerim ni rečeno tam, morda je res ta Don Kihot, ali pa še kdo tretji, ne? In mu reče, ti si posvetil svoje življenje Materi Božji. Torej, ne življenjski družici, ampak Materi Božji. Mimo grede, zelo pomembno je, tem smo morda že rekli par besed svoj čas, ne? Bogorodica, rusko, Mati Božja, je neprimerno bolj čaščena, kot recimo Kristus, ampak je izjemno čaščena. Za razliko od katolištva. Katolištvo je manj, kot je v ruskem pravoslavju. In ima zelo pomembno vlogo v kulturi tudi. Ampak ona je, ta Aglaja Japančina, je tudi povsem bolezensko samoljubna. In kako se skuša rešiti ona sama? Ker vidi, da se je zapisal Miškin Božji materi. Tako da gre v komite poljskih emigrantov namensko, ki so pa katoliki. Tukaj je pa problem. Zakaj? Miškinu da, preprosto rečeno, focko. Ker se točno ve, da jo je on izgubil, ker samo v pravoslavju se najde seveda ta lepota. Ne v katolištvu. Torej, ne more je pripeljati do pravoslavne lepote. Seveda, za tem imamo tako pomembne romane, o katerih ne moram govoriti, pa bi moral. Besi. Ampak svet vidimo besi. Zakaj o tem govorim? Ja, ravno o tem nihanju. O tej dvojnosti, ne? Tako in tako. In tudi v besih imate dvojnost, izrazito.
Potem pa še izide dnevnik pisatelja. V tem dnevniku pisatelja imate pa take miniaturke, perfektne, kot so že omenjeni recimo Bobek ali pa Sanje smešnega človeka. Med njimi pa tudi Krotka. To je išlo pri nas v Kondorju. To je Dostojevski v malem. Za moje pojme, to, ko sem jaz to bral. Absolutno. To je išlo znotraj dnevnika pisatelja, ampak nas to spet ne more zanimati. Zakaj? Zato, ker se moramo posvetiti seveda bratom Karamazovim. Absolutno. Bratom Karamazovim zaradi posebnega razloga. Pod ena. Veste, kako nastopa, kar je zelo zanimivo, če berete Pripovedovalec. Nastopa kot kronist. Še več. Nastopa kot letopisec. Kaj pa to pomeni? Letopisi so stvar srednjeveške ruske kulture. Torej je na nek način hagiograf. Da piše o življenju svetnikov. Intonacijo ima v ruščini tako. In kot da slučajno izbere za pripoved družino Karamazovih, ki postane model ruskih antonomij, teh dvojnosti, če hočete. Kakšne so te pomembne antinomije? Rušenje patriarhalnih načel. Vse vemo, v Rusiji še danes so. Če pa tukaj pogledamo očeta, Fjodorja točno vidimo, ne? Bomo še kasneje konkretno. Izguba pravoslavja, duhovni nihilizem, nemoralnost, o vsem tem naj bi govoril. In vsak od teh likov, ki je očitno vnaprej zelo jasno določen, uteleša določen nravstveno-psihološki, ampak v osnovi, ne povsem, ne pri vseh, ampak v veliki meri psihopatološki lik znotraj ruske kulture. In to se je, da ti psihopatološki liki pripomorejo, razumljivo, hiperbolizaciji tako strasti na eni strani, kot na drugi strani pa trpljenja. No, pa gremo v bistvu konkretno k Karamazovima, ne? Mimogrede, to vi veste, ne? Tudi tukaj imate posebno označeno ime Karamazov, kaj pomeni to? To je v bistvu iz mazac, karamazac. Ne? In pomeni, to je v bistvu slengistični nekje izraz, ki ga mimogrede celo uporabi v romanu, če kdo ga pa že uporabi, kako? To pomeni črna zemlja. Točno to. In točno to je. To je črna. Črna zemlja je osnova. In a veste, kaj eno od teh, zdaj mi je napametno, što reče, kot nekaj črnozjomni, nekaj podobnega, na mesto Karamazov, tako ga imenuje. Zdaj ne vem natančno, kateri lik. Pa se točno vidi, a veste, navezava na črno zemljo, na počveničstvo, pa kaj bi še črna. Karamazov. Ne? Torej, vsak ta označevalec je v ruski literaturi in v ruski kulturi izjemnega pomena. Sam vedeti moramo, kaj pomenja. Zdaj imate kasneje pri Pelevinu, imate pa Krivomazov. Ne?
ampak analogija s Karamazo. Pustimo to zdaj ob strani. Imamo pustolovske teme v osnovi, ki označujejo tipične situacije na življenjski poti. In navadno se kronist, ta letopisec, ukvarja z dogodki iz preteklosti, ki so se odvijali znotraj dogodkov 4 bratov. Torej, zdaj natančno moramo povedati, kateri so. Te tvorijo seveda nasprotja med sabo, ampak so tudi ogledalo drug drugemu. To, kar sem prej že tudi rekel, na način to dvojništvo. Aljoša, vsi bomo rekli, v osnovi pomeni to zelo tančno določi pravzaprav Dostojevski. Načeloma naj bi bil pravičnik, naj bi bil v bistvu tisti, ki je zavezan lepoti, neki ideji dobrega, ampak resnici na ljubo je bolj pravičnik v besedah, kot pa v dejanjih. Če boste pogledali, Mitja, Dmitrij, temperamenten, izrazito neukročen človek, Rogožin, če hočete, in ne skriva nobenih nesramnosti, direkten je. Vemo, odstotno, ko smo imeli Karamazo, pa imamo spet Dmitrij, od Demetra, zemlja, iz Grščine, zagotovo. Boginja zemlje in plodnosti, je to v bistvu Demetra, a veste, to Dmitrij. Dmitrij Karamazo, In on je poln zemeljskih strasti, Dmitrij, a veste? Veruje v Boga, ampak v trenutku strasti pa smo spet na eni pa na drugi strani. Ta dvojnost. Pa na Boga povsem pozabi. To je ta dvojnost, da se zaletiš, nadoma ne veš, v kaj veruješ, zagrešiš, kar zagrešiš, bom zdaj rekel, in se na koncu kesaš. Tako kot se v veliki meri tudi kesal Dostojevski sam. Zakaj zdaj gre tu? On stalno, seveda, mu gre na živce, na jetra, če temu to rečemo, oče. In kolikokrat se ponovi v teh letopisih, za vrag bi že šel ta fotar, da bi ga že ubil. A vidite, se ponavlja. Torej, imate skrajnosti, ampak spet v izrazih. V želji, ki je verbalna, on tega v bistvu ne naredi, naredi 4. brat, Smrdjakov, ki seveda Dmitrija posluša in očeta ubije. Zdaj pustimo seveda, zakaj ga ubije, Ja, izpolni po svoje hotenje, pa bomo rekli Mitje in Ivana, pa bomo o Ivanu še govorili. Ampak hkrati moramo pa še nekaj vedeti, kaj pa če je Smrdjakovljevo, maščevanje, tu sem, ne vem, tu bi morali zdaj malo naprej, ker imamo to tudi zapisano, tam sem en citat dal, Pavel Smrdjakov, Pavel Smrdjakov seveda se maščuje, razumljivo, ponižanju, ki ga je dožival in konec koncev tudi, kot je ponižanje doživela njegova mati. Razumljivo.
Vidite, ampak tukaj imate pa še Ivana. Torej, tretjega tu po vrsti, Ivana Karamazova, ki je visok intelektualec. Razgledan. In tukaj je treba posebej omeniti pogovor Aljoše in Ivana v poglavju pro in kontra. To je legenda o velikem inkvizitorju. Zakaj? Ker se v tej legendi o velikem inkvizitorju seveda postavi vprašanje, ali je prav, da inkvizitora, veste, ki je inkvizitor od Boga dan, vrže na ogenj Jezusa Kristusa. V imenu inkvizicije. Tega, kar so ga učili. Torej, neke norme. Torej, tu, v tem poglavju, pro in kontra, ker imate zelo natančno, vidite, za in proti. To je to, že nič se ne opredeljuje, kaj prav in kaj ni prav. Imate razmišljanja o poslednjih vprašanjih, če temu tako rečemo. O problemih svobode in vere. Ivan je napisal legendo o velikem inkvizitorju. Inkvizitor po svoje razume svobodo. In ta svoboda za ni vezana na Kristusov nauk. Vidite, imate razliko. Pa imate zadaj tako vprašanje, je Bog, ni Boga. In tukaj je nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno. Ne? Tukaj se v tem poglavju jasno skaže. Svoboda mora biti in je ljudem odvzeta zaradi njihove lastne sreče. To se mi zdi zelo pomembno. Zakaj ne? V Rusiji načeloma ob svobodi živijo slabo. In takrat, ko je svoboda, živijo slabo. In zato imajo radi. Te smo se mi že pogovarjali, se mi dva smo se pogovarjali že svoj časa, ne? Imajo radi postavljeno, takole je. No, zdaj pustimo zdaj v strani Putina, ne? Se je malo izgubil zdaj rejtinga. Ampak še vseeno ga v veliki meri zagovarjajo ljudje. Navadno kdo v osnovi? Ne intelektualci. Preprosti ljudje, ali ste? Ker imajo raj natančno določeno, kot pa da bi oni sami svobodno inicijativo udejanjali. Torej, za Ruse je to v veliki meri lahko zelo povedno in značilno. Torej, raj je norma, kot pa svoboda. Tudi Razkolnikov mimogrede, ne, v Zločinu in kazni pravi, ne, nič vredni ljudje so nevredni človekove nravi. In te ljudje ne morejo ceniti svobode. A veste, te ljudje bi to svobodo prodali za košček kruha. Aljoša, za razliko od Ivana, pri legendi o velikem inkvizitorju, ne, čuti neusmiljenost inkvizitorja. Ivan ga sicer pri tem podpira, ker ne verjame v ljudi in zanika svet, Ivan, ki ga je ustvaril Bog. Vidite, Dostojevski, ki je v bistvu kristjan in zagovornik krščanstva, ampak postavlja vprašanje, se vendar človek
stalno bori proti Bogu in gre za upor proti Bogu. In tu Ivan izreče tiste pomembne besede, ki so jih pred nas narobe citirali, ne? Vse pa zvaljeno. To, kar imate na koncu. Ne? Vse je dovoljeno. To si je naš politik privoščil, ne? In neustrezno citiral. Ker je to sedaj z brato Karamazovim. Kaj se zdaj po vsem tem, ko Smerdjakov ubije očeta? Se tu imate ovdje po kompleks zadaj. Ni čudo, da se je Freud toliko ukvarjal v bistvu s tem. To je verjetno jasno. Imate krivdo. Ta neznosna krivda, ki je stalno prisotna pri vseh nas. Krivda Ivana in krivda Mitje. Tista najbolj pomembna krivda je Ivanova krivda. Zakaj? Ker se mora s svojim dvojnikom pogovarjati. To pa, vidite, dvojnikom, to pa nikar tako. Zakaj? Ker je ta dvojnik hudič. Črt. Zakaj pa tudi to zanimivo? Za razvoj seveda ruske kulture in ruske literature. Ivan. Ivan, kar pomeni naš Janezek. Ivan Duračok. Ivan Tepček. Pa mimo grede, naj si dovolim, ker smo nazadnje, ko smo se videli, govorili o Bulgakovu, tam imate Ivana, Ivanuška, ne, namensko, ne, bezdomni, ki je Ivani seveda ima tudi v bistvu pogovore nekje in celo Bulgakov konkretno govori o seveda hudiču. In hudič pride, ne jasno, hudič je vodan. Tam. Zakaj zdaj o tem govorim? Ker imate tukaj eno zelo pomembno dvojno, spet dvojniško v bistvu obliko, ne? Boga in hudiča. In je človek seveda ujet med enim in drugim. Je pa zanimivo, da je ta demonska oblika znotraj ruske literature izredno produktivna. V čem? Poglejte si, o tem nismo posebej govorili, Lermontova, Demon. Na osnovi seveda dobro, Miltona, Izgubljeni raj. Ampak Demon kot pesnitev, ena najpomembnejših pesnitev ruskih. Kasneje imate demoničen lik kje? V zelo pomembnem romanu. Ja, Junak našega časa, ne? Tam imate vi, no, dajte mi pomagati lik. Pečorina, ne? Pečorin, ki je demoničen lik. In ta demonizem se seveda nadaljuje preko Dostojevskega, Gogolja, Dostojevskega v simbolizem. Pa imate tudi v slikarstvu potem, ne, Vrubel, recimo Demon in tako naprej. In kasneje potem seveda tudi v 20. stoletje. Pustimo zdaj Bulgakov obstanje, ampak v 20. stoletje pri sopotnikih. Ne pri Sovjetski zvezi, ampak pri sopotnikih. To je zelo produktivna linija tega dvojništva Božje pa hudičevo.